Banda. Zdaj je z nami višji kriminalistični inšpektor Marko Krajnc, strah in trpet dilerjev, a tudi staršev, ki jedo kukije. Pozdravljeni. Tudi trpet staršev smo včasih. A res, zakaj? Zato, ker vsak, ki uživa prepojene droge oziroma jih poseduje, lahko pride k nam na obravnavo. Tako da starši tudi vi pozor, ko boste po kukijih segali. Ampak kako dolgo THC ostane v telesu in kdaj ga policisti ali pa kriminalisti sploh odkrivate? THC v telesu ostane različno časa. Policisti ga odkrivamo, kadar pošljemo osebo na strokovni pregled, kjer se ugotavlja prisotnosti THC v krvi ali urinu, in pa tudi v cestnem prometu se ga odkriva. Pa sem jaz zdaj v kiosku varna. Seveda ste varni. Lahko pa izvedemo sicer en hitri test. Dajmo. Lep pozdrav. Živijo kot duh. Sandi iz postaje prometne policije. Če bi bila v cestnem prometu, bi ti lahko odredili hitri test in potem posledično strokovni pregled, ampak bomo danes poskusili brez tega, da ste bila v prometu. Naprava Drug Vibe deluje na podlagi sline, vzel vam bom bris, deluje kar na večino prepovedanih drog. S to paličico modre barve si boste po sluznici podrgnili v notranjosti, bom jaz to povedal, kdaj bo dovolj. Tako smešno umivanje zob. Ja, nekako podobno. Bo preverila, če je že dovolj. Koliko moramo pa zdaj počakati? Ja, približno 8 minut. Hitri test deluje na podlagi pevnika, aktiviramo samo snov in bomo potem položili napravo v vodoravni položaj in počakali na rezultat. S katerimi drogami pa se kriminalisti najpogosteje ukvarjate? S prepojeno drogo konoplja. Sledijo kokain, heroin in ostale tudi sintetične droge. Kaj pa se zgodi, če mladoletnika dobite, ne vem, z drogo po žepih? V prvi vrsti je potrebno prepojeno drogo zaseči. Potem damo to drogo v analizo. Ko ugotovimo, da gre dejansko za prepojeno drogo, lahko zoper mladoletnika uvedemo postopek o prekršku, oziroma če gre za zelo veliko količino prepojene droge ali dobimo pri preprodaji, potem pa vodimo zoper njega kazenski postopek. A pa ne pokličete takoj staršev? Staršev obvestimo takrat, ko smo mi prepričani, da gre dejansko za prepojeno drogo. A pa se z marico ne peleš? Ne. Kljub temu, da so droge nevarne, da se lahko z njimi zasvojimo, 1% prebivalstva pač, ki jih konzumira, tako mladih kot odraslih. Ne? In poleg te nevarnosti, da se lahko z drogami zasvojimo, je še ta nevarnost, da so jim premešane neke snovi, ki so še dodatno strupene. A je kakšna možnost, da se pred tem zaščitimo, poleg tega, da rečemo pač ne drog konzumirati? Na mlade je treba predvsem apelirati, da se zavedajo nevarnosti, ki jih droge prinašajo, dejavnosti, ki se poleg tega dogajajo, kaj pomeni zasvojenost z drogami in potem zasvojenost, ki lahko ne samo drog, lahko tudi drugih stvari, od alkohola, cigaret, igranje računalniških igric ima lahko potem tudi hude posledice za nadaljnje življenje. Bi pa apeliral na mlade, da pač z drogom ne eksperimentirajo, da jih ne konzumirajo, da na zabavah čuvajo en drugega. Neža, a te zanima, kakšen je rezultat tvojega testa? Mal pa ne. No, pa pogreva. Da vidimo, hitri test je pokazal, da je veljaven in sicer to so 3 črtice, to je kontrolna. Rdeče barve so. Tako, no, vse ostalo ne kaže, se pravi, ni nobene črtice, ki bi bila obarvana in negativno. Sam pa se ne moram z vami zdaj odpeljati. Ne, lahko povsem pokažemo naše službeno vozilo. Zdaj se gre pa peljati z avtom tudi, ne?